Na slovenske ceste je zapeljal prenovljeni DS3, se pravi najmanjši DS. In seveda na sprednjem delu je dobil nov svetlobni podpis, zelo podoben tistemu na DS7 in v kabini ima zdaj večji zaslon. Ampak seveda, kot se za znamko DS podobi, tudi novi DS3 navdušuje predvsem v detajlih. Za DS-ove detajle pa smo že navajeni, da niso na prvo žogo avtomobilski, da je treba povezavo med temi detajli in pa avtomobilom kar nekako poiskati. Zato, ker so ponovadi povezani z visoko modo, s francosko visoko modo. Ampak tokrat povezavo teh detajlov z avtomobilom nismo poiskali v Franciji, ampak kar na Krasu. V Kozini smo torej obiskali Tjašo Škopin oziroma njen atelje Tjaša Škopin Couture. Ona namreč zelo dobro razume, da avtomobili DS niso samo prevozna sredstva, ampak modni dodatki visoke kakovosti oziroma visokega stila. Čeprav so v osnovi narejeni industrijske, pa je Tjaša v njih takoj videla elemente, ki izhajajo iz visoke mode. Seveda, izraz haute couture smo pri DS-u že večkrat slišali, kreatorka Tjaša nam ga je zdaj razložila. Couture? Ja. Kaj je zdaj to? Kaj je couture? Couture, haute couture. To so izrazi, ki izhajajo iz francoskega prostora in označujejo izdelek, ki je vezan na modo. Couture označuje izdelek, ki je štarta z visoko kvalitetnim materialom, uporablja se dosti ročnega dela in je tudi način izdelave temu primeren. Se pravi, tu ni kar, da ti greš pod stroj, pa je to nek industrijski pristop, ampak so stvari bistveno bolj dodelane. Haute couture je pa izraz za visoko modo, dobiš ga pa lahko preko francoske zbornice, če odgovarjaš visokim kriterijem, ki jih oni zahtevajo. Eden izmed teh, naprimer, vse kolekcije se morajo šivati v Franciji, v njihovih laboratorijih. Tam so notri žene vse v belih halicah, brez make-upa boste videli tam ljudi. Nohti so vedno kratki, tako da to odpade potem. Kakšna lepa manikurca ali kakorkoli, ne. Vsaka ima svojo mizo, vsaka ima res tisto svojo torbico, kjer ima noter tisti svoj pribor. Pa roke si perejo v vsakem možnem trenutku, če kaj drugega taknejo. Recimo, to smo imeli mi dol v moji šoli v Trstu. Prva ura je bila kopalnica, pa peri roke za vsako stvar, če si se česa drugega dotaknil. Ker ko smo delali neke izdelke, ki so bili iz res vrhunskih materialov, iz prestižnih materialov, pač potna roka pušča sled, pušča maščobo, ne. In potem lahko odreagira material, lahko se karkoli zgodi, lahko ga mažeš. Šminka sploh maže materiale, ne, tako da. Zato so pol te obleke tudi takih vrednosti. In pa vsak kreator, ki ima ime haute couture v svojem delovanju, mora dvakrat na leto predstaviti kolekcijo z najmanj 35 modeli. Kateri so zdaj to tisti materiali, ki pa spadajo tako v neko tako vseeno boljšo modo? V boljšo modo. Že če posegamo po naravnih materialih, smo že naredili prvi korak. Potem pa je tle še odvisna, se pravi, tudi naravni materiali imajo svoje kategorije. Imamo prvo klaso svile, drugo klaso, tretjo, potem pride tudi do nekih odpadkov, isto pri bombažu in ostalih materialih. Se pravi, višja, ko je klasa materiala, definitivno boljša je. Imamo pridelovalce, ki delajo na nenasilne načine, ki se zavedajo ekološkega pomena v pridelovanju materialov. Kako pa veste to, da je to tako narejeno? Pride vse ponavadi tudi certificirano zraven. Certifikat pomeni, da sledijo ali od same pridelave, že recimo bombaža, od pridelave, kje je bil pridelan, kako je bil pridelan, kaj so uporabili, ko so ga pridelovali, ali je bila alkemija zraven uporabljena, na kakšen način, pa potem do same pridelave, potem pa obstajajo certifikati tudi za proizvodnjo. Lahko vam pokažem en kokonček, iz česar potem pridelajo svilo, se pravi, iz tega kokona se posmuka svila, to dejansko je svila. Tjašo Škopin smo obiskali v času, ko so nastajale kreacije, ki vsebujejo motive DS-ovih avtomobilov. To je svilena organza. Zanimiva je po tej svoji strukturi, te tridimenzionalni izbočeni rombki, recimo, ki spominjajo na obliko diamanta, ker se lepo poveže zdaj v to zgodbo. Aha, tudi v bistvu, če tako malo premikamo. Tako, ja, dobi tudi svetloba se potem lomi, dobiva čist neke druge odtenke skozi svoje gibanje. Kaj je značilnost organze? Organza sama po sebi stoji tako malo bolj škrtoc, rečemo mi tle, ne? To so papirnate vrečke. To še vem. Iz vašega stališča, zakaj je to avtomobilska tema? Zakaj je to avtomobilska tema? Ta material, ki sem jaz videla, DS avtom, ki sem videla ta njihov logo, kako to spominja na
pač, kako poudarjajo ta diamant, pa ta sprednji del avta, ki ima točno to strukturo, pa to je material, ki je točno to čakal. Ne? Zanimivo. Ja. Poglejva primer številka 2. Primer številka 2 je v temle korzetu prenešen pasek od urice, ki se pojavlja v notranjosti avtomobilov. Tukaj sem ga prenesla v sprednji del korzeta. Tale korzetek je narejen iz kaktusovega usnja, podložen z bombaškom. Kaktusovo usnje. Kaktusovo usnje, ja. Kaj pa je to za en material? Material, ki je pridelan iz kaktusa. Prihaja iz Južne Amerike. Ne me preveč po postopku vprašati, ker ga ne bom znala čisto zares ponoviti. Se pravi, rastlinsko usnje. Ja. Je boljš kot recimo kravje usnje? Živalsko? Ja, če že gledamo dobro, zdaj pač zagovorniki mučenja živali definitivno se bojo strinjali, da je rastlinsko usnje bistveno boljše, ne? Vsej ni treba, da gre za mučenje, če vzamemo. Ja, no. Ker recimo prav v DS-u so mi povedali, da oni še vedno pravijo, da usnje je zelo dober material za te, ker je odpadek, ne? Ja, se strinjam popolnoma. Če je to kot neka posledica, ki je potem nastalo usnje ven iz tega, mislim, zakaj pa ne, zakaj bi se tista zadeva, ki je lahko izredno dobra, nekam zavrgla in bi nastajale spet neke ekstra smeti, ne? Se pravi, iz tega stališča se mi zdi, da je neka krožna stvar. Kakšna bo še kakšna kreacija? Kakšna bo še kakšna kreacija? Ale rdeča, spet zanimiva struktura, spominja na usnje, je pa svila. To je svila. To je svila, ja. Ja, res gleda kot usnje. Jaz pogrešam tukaj les, pakovino. Les je samo stojalo, pakovina tudi. Sam les, pakovina, vseeno spadata tudi v te avtomobile. Tudi spadata v avtomobile. Niste jih pa nikamor vključili? Imamo en material, ki ima kovinski izgled. Ves čas se vrtiva okrog francoske mode, pa certifikatov globalnih in tako naprej. Kaj pa, če bi sem noter dal še kaj slovenskega, naprimer čipko? Ja, Da bi idrijska poslovenili čipka. v bistvu to. Ja, seveda. Hotla sem jo v to obleko vkomponirati, ampak Ni pasala. ni pa še rečeno, da je to to. Ker pri meni se itak do konca ne ve, kaj se še lahko po poti zgodi. Tako da od skice do končnega izdelka je vmes še pot, na kateri obstajajo možnosti sprememb. No, to bi bila ideja. Se pravi, upam, da bomo v četrtek videli idrijsko čipko tudi na kakšnih teh. No, zdaj ste me pa potegnili. Bomo zrihtali. No, pa dajte. Pa mislim, da bomo res jo videli. Nekaj imam mislim, da celo v srebrni in zlati barvi, kar bo zelo super pasalo in se skriva doma. No, odlično. Hvala. Super. Če je omenjena kreacija na koncu res nosila tudi slovensko čipko, preverite v fotografijah na naših družbenih omrežjih. Poglejmo pa še en primer, ki povezuje Krašo kot Jašo in pa avtomobile francoske mode. A imate še kakšno idejo? Kako Slovenijo dati v ta francosko modo, v te francoske avtomobile? Mogoče bi lahko še skozi kakšno kreacijo, mogoče v nadaljevanju teran uporabili. Za eno obleko sem se malo s terančkom igrala, pa sem... Teran? Teran, vino, ja. Kaj ste polili? Ne, pobarvala sem en kos blaga s teranom. Pa v bistvu sem teran malo segrela, da sem dala noter še malo soli, ker sol načeloma še malo fiksira barvo. Pa sem pa tako čisto domače v gospodinstvu vzela posodo, ki je uporabljen za kruh. Pa sem noter nalila teran, pa sem se malo igrala. V bistvu moja želja je bila ta, da dobim neenakomerno pobarvano tkanino. Ampak tudi... Flekasto. Tako ja, malo flekasto, ja. Malo sem testirala koščke, malo sem jih v skrinjo dajala, pa je prišel trenutek, vse kaj nač, zdaj pa pač kar bo. Sem lepo 5 metrov tanke svilene organze zvila v paketek, ga potočala za dobrih 24 ur v teran. In ko sem potegnila ven, se je zgodil čudež, ker sem dobila točno tisto, kar sem si želela. Skozi neko igranje, nepričakovano, je prišlo ven prav, odlično, točno to sem si želela. Teranovo rdeča barva, ja. To sem pol tako nacufala na kvadratke in pršila na obleko. Kakšna fotka? Kakšna fotka? Nekaj pa imamo. Kakšna fotka? Evole. To je obleka, krasna, po moje. Narejena je v celoti narejena po ekoloških standardih. Tako, to je ja. na svilo šlo?
To je šlo direkt na svilo, ja. Tako da se vidi tle ta neenakomerna pobarvanost. Zdaj tako, nekateri so rekli, da je to, da jih spominja na ruj. Jaz sem rekla, da tako izgledaš po kraški buri, ko te fajn prepiha. V končni fazi vseeno, ali je ruj ali pa teran. Oboje pa so krasne. Ja, tako da ja. Ste me pa prav spomnili na obisk v DS Design Studio, ne? Ker dejansko se oni prav na tak način igrajo s temi materiali. Odlično. Tako da je prav tako fascinantno. In to je zdaj gotovo pravi trenutek, da nadaljujemo s primeri igranja z materiali po francosko, po DS-ovo. Poklepetajmo torej s Sabine Panetra z vašim naslednjim klikom.